Pozdravljeni v podcastu Rast. V današnji epizodi podcasta bomo imeli posebno gostjo in sicer to bo gospa Emmeline Sauvage iz Belgije, zato bo naš podcast tokrat potekal preko videoklica. Gospa Emmeline Sauvage dela v centru Agricole v Belgiji kot svetovalka in ima zelo bogate izkušnje z delom s kmeti na zelo interdisciplinaren in zanimiv način. Zato bova z prevajalko gospod Tatjano Čop iz Kmetijske založbe kasneje po posnetku dodali še nek svoj komentar, da bomo to lahko prenesli v slovenske razmere. Gospa Emmeline, pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Rast. Zelo smo veseli in hvaležni, da nam boste te izkušnje delili z nami. S čim točno se ukvarja vaš center Agricole v Belgiji? Kakšno je vaše poslanstvo? Naloga Agricola je pomagati kmetom pri različnih težavah, s katerimi se srečujejo pri delu in življenju na svojih kmetijah. Kmetija je zelo kompleksna, vse je prepleteno. To je prostor, kjer živimo, je delovno mesto, je zgodovina, je cela družina. Zato moramo obravnavati vsak primer kot celoto, bodisi na psihološki, pravni, agronomski ali finančni ravni. Pravilno jo moramo razumeti, zato da lahko kmetom pomagamo po najboljših močeh. Večina kmetov, ki nas pokličejo, to stori zato, da jim pomagamo pri revitalizaciji njihovih kmetij, da jim pomagamo premagati težave. Pri nekaterih pa gre za drugačne težave. Življenje je nepredvidljivo. Lahko se soočijo s težavami po ločitvi, zdravstvenimi težavami ali preprosto zato, ker so na koncu delovne dobe. In zato smo tukaj, da odgovorimo na njihova vprašanja, da jim resnično pomagamo po najboljših močeh, da jim ponudimo rešitve za njihove težave. Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? Zakaj je nastal ta center in kako se je razvijala vaša ideja? Agricole se je rodil na univerzi v Liegu v začetku letih 2000. Potekal je širši raziskovalno-akcijski projekt o problematiki preprečevanja nesreč pri delu in poklicnih boleznih, vključno s pojavom stresa v kmetijstvu. Poleg tega je v tem času prišlo do krize zaradi bolezni norih krav. Veliko kmetov in kmetic je doživelo res veliko stisko, saj je prihajalo do zakolov celotnih čred. Takrat je bila nemudoma ustanovljena stalna telefonska linija. Ta stalna prisotnost nam je omogočila, da prisluhnemo kmetom in kmeticam, ki jih podpremo, da jim pomagamo čim lažje prebroditi to krizo. V primerih, kjer so bili kmetje v res slabem duševnem stanju, so se psihologi nemudoma odpravili na kmetijo. In istočasno s temi dogajanji so potekale raziskave, ki so pokazale, da so kmetje bolj izpostavljeni visoki stopnji stresa in izčrpanosti zaradi dela, kot zaposleni v drugih poklicih. Zelo hitro smo začeli prejemati številne klice kmetov in se seznanili z njihovimi težavami, bodisi družinske narave, bodisi s težavami zaradi administrativnih ali finančnih obveznosti. In tako smo postopno razvili naše storitve. Skladno z analizo potreb kmetov, ki smo jim pomagali in jim sledili, smo leta 2005 ustanovili podjetje Agricole. Ustanovitev je bila podprta s sredstvi projekta regije Valonija. Postopoma smo razvijali naše storitve in danes lahko ponudimo globalni pristop k reševanju težav kmetov. Globalni pristop, ki ga zdaj uporabljamo, je pravzaprav, kot sem razložila na začetku, temeljil na tem, da dejansko obdelamo položaj kot celoto. Sprva je bila torej telefonska linija, ki se je razvijala in širila z vključevanjem pravnice in agronomov. Leta 2016, zaradi mlečne krize, se je kmetijsko ministrstvo kadrovsko okrepilo z zaposlitvijo finančnih analitikov. Ta ukrep je resnično doprinesel k širitvi podpore, ki smo jo lahko ponudili.
Pomoči psihologov, agronomov in pravnikom smo dodali še podporo finančnih analitikov, da bi resnično odgovorili na še več vprašanj kmetov. Naše združenje smo razvijali tudi zgledi drugih podobnih organizacij, ki so že bile aktivne, kot je Solidarité Paysanne v Franciji. Povezava z njimi je omogočila hitrejši razvoj, saj smo lahko dobili rezultate oziroma povratne informacije njihovih dejanj v Franciji. Avec des analystes financiers. Gre torej, če prav razumem, za precej celostni pristop, zato imate različne strokovnjake in pomagate ne samo pri agronomskih vprašanjih, so tukaj še potem ta psihološka, finančna, tehnična vprašanja in izzivi kmetov. Kakšni vse strokovnjaki so potem vključeni v vaše delovanje centra? Donc l'équipe elle est composée de 16 personnes. Ekipo danes sestavlja 16 ljudi. Smo multidisciplinarni, agronomi, finančni analitiki, pravniki in psihologi. Pokrivamo celotno Valonijo, v kateri je 12.500 kmetij. Delamo vedno v dvojicah, se pravi, da greva na kmetijo vedno dva. Sestava te dvojice pa je odvisna od narave težav kmeta, ki prosi za našo pomoč. Torej, če vzamem za primer osebo, ki se ločuje, torej kmeta, ki se bo v prihodnje ločil od svojega zakonca. Sprva bo lahko imel težave pri sprejemanju samega dejstva o ločitvi. Torej, ga bo obiskal psiholog. Z njim pa bo prišel tudi pravnik, ki mu bo v pomoč pri pravni plati ločitve. Kasneje bo morda prišlo do potrebe po restrukturiranju kmetije, saj so posledice ločitve pogosto tudi finančne narave. Torej bomo sestavili novo dvojico, finančnega analitika in pravnika ali pa finančnega analitika in psihologa. Tako bomo spreminjali dvojice glede na potrebe in zahteve kmeta. Vse to se razvija skozi čas glede na dogodke in reševanje težav. Torej, na primer, bosta dvojica v prvem trenutku sestavljala psiholog in pravnik, potem pa bo psihologa zamenjal finančni analitik. Par je vedno sestavljen tako, da najbolje ustreza potrebam in zahtevam kmeta in se lahko čim bolje in čim hitreje odzove na njegov položaj v hipu in kasneje, ko se slednji spreminja. Vaše delovanje ste začeli pravzaprav z enim takim telefonom, ki je bil na voljo za klic v stiski. In nas so potem kmetje poklicali, danes pa zagotavljate neko podporo, ki traja, čeprav razumem, dlje časa in kmeta spremljate. Kako konkretno to poteka, ko se nekdo obrne na vas? Torej, ko gremo prvič k kmetu, bomo predvsem poskušali vzpostaviti vzajemno zaupanje. To je zelo pomembno, saj nam bo le tako kmet dejansko zaupal vse informacije. Da bi razumeli njegov položaj z najširšega zornega kota, moramo pridobiti vse informacije, bodisi finančne ali zasebne oziroma osebne. Ta vez zaupanja je resnično nujna in zahteva svoj čas. Torej, na začetku bo to res glavni cilj. To bo vzelo veliko časa, kar pa je nujno potrebno. In resnično ga bomo podpirali glede na njegovo stanje oziroma položaj. Torej bomo skupaj z njim analizirali trenutni položaj, z njim iskali različne rešitve, zato da se ne bo počutil sam v novo nastalem položaju oziroma težavah. Nato bomo korak za korakom napredovali in ves čas opazovali njegov položaj v celoti, zato da ne bi prešli hitro v neke rešitve, ne da bi resnično vzeli v poštev vso kompleksnost njegovih težav. To je res najbolj pomembno. Čez čas bomo organizirali sestanek, bodisi z veterinarjem, bančnikom, včasih tudi z zasebnim zdravnikom ali pa ga bomo celo pospremili na pogovor na sodišče. Torej, vse bo potekalo skladno z razvojem situacije in glede na želje kmeta. Torej, če prav razumem, se kmet obrne na vas, vendar potem ne pride on do vas, ampak vi pridete k njem. Da, o vseh situacijah razpravljamo timsko. Vsak torek zjutraj se vseh 16 zaposlenih sestane in skupaj razpravljamo o položaju kmeta. Takrat tudi ustvarimo prvo dvojico. Odločamo tudi o tem, kateri par bo šel na katero kmetijo.
In ti skupni sestanki so pomembni tudi zato, ker dejansko pridemo včasih tudi do težav, s katerimi se srečamo prvič in zato pravzaprav ne vemo, v katero smer bi šli oziroma kakšno rešitev bomo poiskali. Zato je pomembno imeti mnenje vseh. Ker ima vsak v ekipi svojo specializacijo, je pomembno, da se resnično pogovarjamo o situaciji, tako da se vsi dejansko usmerimo v zagotavljanje najboljše rešitve za kmeta, najboljše možne rešitve, ki jo lahko ponudimo. Lahko podam enega od primerov, na katerih delam. Spremljam mladega kmeta, ki je po očetovi smrti prevzel očetovo kmetijo. Ta mladi kmet je delal izven kmetije, saj je bil njegov oče še dovolj mlad in je edini on delal na kmetiji. In ko je mladenič želel prevzeti kmetijo, je bil položaj kar zapleten, saj sploh ni vedel, kako poteka delo. Ko nas je poklical, je bilo po njegovih besedah nujno, da začne čim prej z delom na kmetiji. Ko pa smo ga prvič obiskali, smo ugotovili, da dejansko ni v prvi vrsti nujno, da prevzame kmetijo, pač pa je nujno, da se sploh seznani s čredo. Imel je namreč veliko čredo molznic, a za nobeno kravo ni vedel, kdaj bo telila. In tako smo z njegovim veterinarjem preverili stanje oziroma ugotovili, kdaj bo katera krava telila. S tem ukrepom smo dejansko nekoliko umirili položaj, zagotovili določeno stabilnost, tako da smo lahko nadaljevali z drugimi koraki. In drugi pomemben korak je bil podpreti fanta pri prevzemu kmetije. Organizirali smo sestanek z družino, da bi sklenili družinski dogovor glede nasledstva in s tem temelje za prevzem kmetije. Morali smo ugotoviti, od koga mora kaj odkupiti, kakšen delež mu pripada, kaj pa mora odkupiti od mame oziroma od bratov in sester. Sledili so postopki z notarjem, s pravnikom pri nas oziroma skupaj z našim pravnikom in notarjem. Vzporedno s temi postopki je potekalo tudi delo s samo kmetijo. Potem, ko nam je uspelo vse to zagotoviti, smo morali ugotoviti, ali je kmetija sploh rentabilna. Zato smo naredili celotno finančno analizo, na kar smo se sestali z odgovornimi na banki. Ugotoviti je bilo potrebno, ali je banka pripravljena podpreti mladega kmeta oziroma ali mu bo odobrila nov kredit za prevzem kmetije ter izplačala bratom in sestram. Tako smo opravili vse te korake. Potem je bil tu tudi postopek pridobivanja nepovratnih sredstev za mlade prevzemnike. To smo naredili v sodelovanju s svetovalcem oziroma z valonskimi združenji, ki so tam zato. Izpolnili smo njegovo vlogo, prejel je nepovratna sredstva in tako je lahko začel kmetovati kot mladi prevzemnik. Danes ga še podpiramo, veliko manj redno, veliko manj intenzivno. Sprva je bilo delo zelo intenzivno. Obiskovali smo kmetijo zelo pogosto. Zdaj smo tam enkrat na mesec, da mu pomagamo pri vseh administrativnih postopkih, ki jih je v kmetijstvu res veliko. Sledimo mu od leta 2018 in kot sem rekla, ga še vedno obiskujemo, ampak res zgolj z namenom podpore pri administrativnih zadevah. Kdo potem še vse sodeluje pri reševanju takih težjih izzivov? Na začetku smo bili pogosto prisotni in delo opravljali zelo intenzivno. Pomembno je, da sodelujemo z vsemi organizacijami, ki obstajajo v Valoniji. Torej, ne delamo namesto drugega, ampak sodelujemo drug z drugim, da resnično združimo moči in strokovna znanja ter še bolje podpremo kmete. In zato delamo z vsem zaledjem kmeta, se pravi, sodelujemo z njegovim veterinarjem, z njegovim računovodjo, z njegovo banko. Sodelovali bomo z vsemi okoli njega, ker so tam vsak dan. In sodelovali bomo z drugo mrežo, ki obstaja tudi po vsej Valoniji in ki jo krepimo, ko se srečujemo, da resnično podpiramo kmeta, da se ne počuti samega in da ima res vse karte v rokah, da napreduje. Kdo pa financira
ta vaš projekt oziroma center, oziroma ali mora kmet za take usluge tudi kaj plačati? Alors non, les agriculteurs Ne, kmetje ne plačujejo ničesar. Naše storitve so brezplačne, saj delovanje Agrikola subvencionira regija Valonija, torej 4 ministrstva: za kmetijstvo, za zdravje, za zaposlovanje in za okolje in prostor. In zelo pomembno je, da so naše storitve brezplačne, saj bi lahko ta strošek predstavljal oviro za kmete, ki so že tako v finančnih težavah in nas zato morda ne bi poklicali. de faire appel à nous. Koliko kmetijam na leto pa približno potem s svojim pristopom uspete pomagati? Alors par an, nous avons à peu près plus de- Letno na telefonsko številko prejmemo približno 2000 klicev, torej so to klici za trenutno podporo, kot tudi prošnje za pomoč. Spremljamo približno 800 kmetov letno, kar je dejansko 350 kmetij, saj kmetijo sestavlja več ljudi. Včasih pa tudi zato, ker v posameznih primerih kmetje potrebujejo ločeno podporo. Se pravi, da ko pride do konflikta med starši in otroki ali med dvema bratoma, moramo na eni kmetiji ponuditi 2 ločeni podpori. Na eni strani, na primer, podpiramo starše, na drugi strani pa sina in res prisluhnemo njihovim zahtevam, da ugotovimo, kaj želijo doseči, kaj je njihov cilj. Nato jih skušamo približati, da gremo skupaj naprej in skupaj najdemo rešitev. les accompagnements et les démarches chez Agricole. Gospa Emelin, kaj pa je za vas osebno tisto vaše najpomembnejše, kar vam prinaša zadovoljstvo pri vašem ukvarjanju s kmeti? On rencontre To pravzaprav ni preprosto vprašanje. Srečanja s kmeti niso tako enostavna. Z njimi se sestajamo v družinskem krogu, položaj pa je pogosto zapleten. Na kmetijah se srečujemo z različnimi težavami in včasih je potrebno stopiti tudi kakšen korak nazaj. Nam je v resnično zadovoljstvo, da lahko pomagamo, nudimo podporo kmetom v njihovem poklicu, jim pomagamo doseči njihove cilje. Ko gre za mladega človeka, ki začenja ali prevzema kmetijo od svojih staršev, je zelo koristno, da smo ob njem. S tem pomagamo kmetijstvu, podpiramo kmetije prihodnosti. To je delo, ki ni enostavno, ker se včasih na kmetijah srečujemo s težavami, ki so zapletene in jih ni lahko premagati. Zato je res prijetno in lepo, ko lahko rečemo, da smo tam zato, da jim stojimo ob strani, da jih podpiramo, da napredujemo in premagujemo krize, da jim bo jutri bolje. et qu'ils aillent mieux demain. In še nekoliko provokativno vprašanje, kako pa v primeru, če kmetiji ne uspe? En fait, il y a toujours une solution. Pravzaprav vedno obstaja rešitev, ne glede na vse. Tudi ko je položaj finančno res zelo zapleten in pridemo do točke, ko skoraj ni povratka. A rešitev je tudi to, da se s kmetijsko dejavnostjo preneha, da se kmetijska zemljišča proda in kmet začne novo profesionalno pot. Tako kmeta podpiramo tudi v takšnih primerih, ko se mora ustaviti, ker se preprosto več ne da in finančno res ne gre več. Tudi takšni ukrepi so nujni in tudi to je rešitev. Takrat ga spremljamo pri naporih, da se na novo znajde, da najde novo službo, novo nastanitev. Družina se mora dobro počutiti. Cela družina potrebuje podporo. Potrebno jim je zagotoviti vse pravice, ki jim pripadajo, bodisi na področju vzajemnega ali zdravstvenega zavarovanja. Vse to je za nas zelo pomembno, zato kmeta resnično podpiramo na njegovi celotni poti. V določenih situacijah, ko nas mlad prevzemnik vpraša, ali lahko jutri prevzame kmetijo staršev, je njegovo prvo vprašanje, ali je kmetija rentabilna. Tedaj lahko ugotovimo, da kmetija dejansko ni rentabilna in fanta nikoli ne bomo spodbujali k prevzemu. V prvi vrsti mu bomo jasno razložili, kakšen je položaj, da je pred zelo zahtevnimi odločitvami. Predvsem nam je pomembno, da ve, v kaj se spušča. Če si zares želi prevzeti kmetije, mu ne smemo stati na poti, ne smemo mu reči stop. To ni naš namen.
Mi bomo še naprej ob njemu, da ga podpiramo in mu zagotovimo vse potrebne informacije. Če torej mladi prevzemnik kljub vsemu res želi začeti s kmetijsko dejavnostjo, je naš namen, da mu ponudimo vse informacije, zato da je res dobro seznanjen s posledicami svoje odločitve. Če na to vseeno začne s kmetovanjem, mu bomo še vedno v oporo pri vseh težavah. Ne bomo ga pustili na cedilu, pa čeprav se ni odločil tako, kot smo mu predlagali. Še vedno ga bomo podpirali. Ni enostavno nekomu reči: ne prevzemi kmetije, ker ni dobičkonosna, ker bo to prineslo preveč težav, ker takšna kot je, ni v skladu z nujnimi standardi, ker je preveč dela. Veliko okoliščin je, ki so pripeljale do takšnega stanja na kmetiji in za katere sam mladi kmet ni kriv. Lahko so bile težave, ki so se skozi generacije stopnjevale in pripeljale do zelo zapletenega položaja, ki preprečuje normalno delo na kmetiji. Zato se mora resnično počutiti razbremenjenega te dediščine, te zgodovine, katere zadnji člen je. Mora razumeti, da mu ni treba nositi bremena slabih odločitev predhodnih generacij. Res je pomembno, da se vsega tega zaveda in potem razbremenjeno pogleda na trenuten položaj in se odloči, kaj bo s tem naredil. Predavam tudi na kmetijskih šolah in mladim predstavljam delo naše organizacije Agricol in jih tudi pripravljam, da si postavijo prava vprašanja glede svojega cilja, svojega projekta, o tem, kaj želijo delati na kmetiji. Zato, da začnejo na dobri osnovi. Razmišljanje, da prevzamejo kmetijo zato, ker je bila vedno v družinski lasti, ker gre za tradicijo in jo mora prevzeti, ni pravilno. Zato zelo veliko delam z mladimi na ozaveščanju, tako v šolah kot na tečajih, ki jih morajo mladi obvezno opraviti pred prevzemom kmetije. Gospa Emeline Sauvage, hvala lepa za vse vaše deljene izkušnje, vašo prakso in vse, kar ste podelili slovenskim občinstvom, in vam želim, da še naprej dobro upravljate svoje poslanstvo in pomagate tudi nam širiti obzorja. Merci beaucoup. Hvala vam. Bilo mi je v veliko veselje govoriti z vami o delu Agricola. Če lahko pomagamo vzpostaviti enako ali podobno strukturo pri vas za pomoč kmetom v težavah, bi bilo res izvrstno. Lep dan vam želim. Nasvidenje. Za nami je res lep primer dobre prakse, kako se interdisciplinarno lotevajo izzivov v kmetijstvu na konkreten način v Belgiji, da pa bomo to lahko prenesli tudi na nek način v Slovenijo, vsaj to znanje in prakso, je pa z nami gospa Tatjana Čop iz kmetijske založbe, ki ima kar nekaj izkušenj iz tega francosko-belgijskega kmetijskega sektorja. Tam ste tudi nekaj časa sodelovali in še danes sodelujete. Nasplošno ste poznavalka kmetijstva. Kaj bi vi rekla, kakšen komentar na tole, kar sva slišali in ste nam tudi pomagali prevajati? Hvala za povabilo, hvala, da ste se odločili za to temo in predstavitev tega centra, ki je res enkraten in zelo uspešen. Res je, Francijo in francosko kmetijstvo in francoske kmetije kar dobro poznam, ker sem tudi kot mlada delala na kmetiji, ravno staršev gospe Emlin, s katero smo se pogovarjali. Tako da lahko bi rekla, da bi bilo zdaj potrebno prav zelo dobro poslušati in mogoče še preposlušati nekajkrat to, kar smo slišali, in poskusiti vsaj delček prenesti v našo prakso, ker vsi dobro vemo, da je stanje skrb vzbujajoče na naših kmetijah. Se strinjam in tudi sama, ko delam s kmeti, opažam, da je to področje res kompleksno in da se ga je mogoče treba, da je čas, da se ga tudi kompleksno lotimo. To je tudi gospa Emeline zelo izpostavila. Zelo mi je bilo všeč, ko je govorila o tej ekipi 16 strokovnjakov. To se mi zdi en tak čudovit pristop, ko se vključijo
različna znanja, ne, ker sama kmetija je nek kompleksen ekosistem, ki ima velik človeški faktor. In tukaj se mi zdi, da je res, da so obrali en tak zanimiv pristop, različne strokovnjake in še nekaj me je zelo nagovorilo, da pravzaprav kmet mora izraziti tisto pripravljenost, da ima neki izziv, ki ga želi reševati, se pravi iniciativa njegova, hkrati na drugi strani pa oni pridejo na kmetijo v teh dvojicah, se pravi in tudi, da je zelo izpostavlja najprej vzpostavljanje zaupanja, potem tisti dve področji, ki se jim zdita najbolj pomembni in potem tekom procesa še drugi strokovnjaki. Tako, kako vi vidite recimo, kaj pa je v Sloveniji, kar že obstaja, da mogoče diši po tej smeri? Jaz bi tako rekla, mislim, da v Sloveniji imamo kar nekaj dobrih kmetijskih svetovalcev, ki niso samo orodje službe, ampak res čutijo, ponavadi so tudi sami s kmetij, poznajo ljudi in jaz vem za primere, ko so jih tudi zvečer klicale predvsem ženske svetovalke zaradi kakšnih sporov, težav, karkoli in znajo tudi to človeško plat vklopiti. Vendar nimamo pa ravno to, kar ste rekli, ta kompleksen pristop. Kmetija, za razliko od kateregakoli drugega delovnega mesta, to je brez dvoma je delovno mesto, je lahko biznis, če tako rečemo sodobno, ampak tukaj se res vse prepleta. Ljudje živijo, delajo na istem mestu, so generacije, potem je varnost na kmetiji tudi velik problem. Je nek strah, kaj če ne uspe, se cela družina od tega odvisna. Kaj pa moji predniki, toliko so vložili. Vse te stvari, res to, kar je rekel, to je tako kompleksno od trenutnega stanja do vse zgodovine, vse, kar je bilo do takrat na kmetiji, ker moramo vedeti, da za razliko od, rečemo, francoske povprečne kmetije so valonske mejhne, so nam bližje. Tukaj, pa to ni toliko pomembno, ampak samo toliko za kot en umestni komentar, da se oni trudijo tudi s tistimi mehkimi kmetijami, nekaj včasih pa nas slišiš, pa dobro, če mehkih kmetij ne bo, pa bojo pa ta velike toliko več proizvedle, pa to ni to. Kot rečeno, to ni samo tisto delovno mesto, to je življenjsko okolje cele družine in tukaj je tista interdisciplinarni pristop, ki je pa potreben pri reševanju težav. Ja, tako se mi zdi, da slovenski kmet, recimo, ko pride do neke take težave, se more pravzaprav več ali manj sam znajti, koga bo kontaktiral, do koga bo šel, potem so tukaj mogoče tudi majhne starejše generacije, ki jim to sploh še ni blizu. Na zbornici tudi je, si lahko v bistvu vzamejo neko psihosocialno pomoč. Kaj je še tisto, recimo, kar lahko rečeva, da bi lahko potegnili iz te prakse, belgijske prakse v slovensko? Tudi mi smo majhna država, smo si v tem mogoče podobni, imamo tudi precej majhnih, pa teh srednjih kmetij, recimo, ko govorimo o družinskih kmetijah. Jaz mislim, da predvsem je pomembno to, da se neha z nekimi velikopoteznimi reformami, ne vem kaj, ker niti ni jasen cilj vsega tega, ampak da je jasen cilj, da ohranimo slovensko pridelavo hrane, da ohranimo slovenskega kmeta, to je jasen cilj in tlele temu cilju je treba sediti. Je pa res, da je nekaj je tudi značajsko, ampak mlada generacija, mislim, da bo tudi to presegle, poiskati pomoč. Se pravi, tudi ko se zavedaš in tudi če imaš možnost, da jo poiščeš. Zdaj pri nas je, rekel, precej malo zmede, koga zdaj, na koga se obrniti, na zdravnika, na, ne vem, že psihologu je pri nas to že nek stigma, kaj kdo hodi tja, odvetniki so dragi, notarji še bolj, vse to, vedno je še ta pritisk zraven, zato bi bilo res, kot je rekla Emlyn, čudovito, če bi mi tudi poskušali ustanoviti, in to jaz ne vidim drugje kot znotraj Kmetijsko-gozdarske zbornice. Ker zdaj, sicer možno je tudi postavljati nov center, ampak financiranje se pri nas vedno takoj
postane težava, a ne. Bi bilo pa dobro tole vse skupaj prisluhniti, a ne, in poskušati najti neko, ker mislim, da je kar skrajni čas. Se zelo strinjam. Čas je pravi in potreba je velika, in tudi kmetijstvo je na nek način v teh časih na prepihu. Videli smo marsikaj, kar se je v zadnjem času dogajalo glede sprememb. Še ena stvar mogoče, ki me je nagovorila, je to zadnje vprašanje, kako je, če pa recimo kmetu ne uspe, in je tako gospa Emelin izpostavila, da oni bodo vedno podajali neke rešitve, ne bodo pa tega vsiljevali ali pa bog ne daj pogojevali z nekimi zakonskimi akti ali kakorkoli, ampak gre res za to spoštovanje kmetove volje in tudi če se odloči drugače, mu bodo stali ob strani kot strokovnjaki. Ne? To se mi zdi, da je pa tak zelo nov pristop, ki ga mogoče še ne poznamo na ta način. Ja, že to recimo, ko sem jaz vprašala, v kakšnem deležu vam ne uspe, je njen v bistvu prva reakcija, niti ni rekla direktno, ampak vedno uspe najti rešitev. Zdaj, če ta rešitev končna prodaja kmetije, prenehanje, je to tudi rešitev. In tudi tukaj rabijo pomoč. Ne? In potem iskanje službe in tako naprej. Se pravi, tam so zato, da mu stojijo ob strani. Ne glede na to, tudi če on reče ne, jaz se ne strinjam z vami, reče v redu, pa gremo naprej, kaj pa boš, a razumeš vse posledice, a veš, kaj to potegne. Ne? In tudi, če se popolnoma drugače, kot mu oni svetujejo, odloči, so oni še vedno tam in mu naprej stojijo ob strani. Ne? To je tisto, kar je pomembno. In zdaj, ko se razve enkrat glas o taki podpori, potem bojo poklicali. Ne? Verjamem, da tudi pri njih ni bilo to lahko, ampak kot je omenila ta kriza norih krav, masovni poboj, čreda, ne? Vse to so bile hudi pritiski in se takrat to začela. Ne? Takrat je bil ta čas pravi, zdaj pa mislim, da je pa skoraj pri nas še bolj pravi. Ja, čas je pravi, da ponoviva. Neka taka celostna podpora, bi rekla, v pravem pomenu besede, da tudi mogoče kmetu s tem damo neko mesto v naši družbi, da mu bo uspelo na tak ali drugačen način. To se mi zdi ena taka lepa popotnica. In gospa Tatjana, hvala za prevod, hvala za vso to pobudo in srečno še naprej. Hvala vam, da ste vzeli to temo.